drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam. Stefano Predan, tajnik Kmečke zveze Videnske pokrajine, že 10 let, skoraj 10 let vodi telo ustanovo v Čedadu. Pred kratkim ste imeli občinski zbor, Stefano, in kako gre, recimo, te pa nas kmetijstvo? Ja, skoraj 10 let, prihodnje leto bomo praznovali 10-letnico Kmečke zveze Videnske pokrajini. Prejšnji teden smo imeli občinski zbor v Sovodnji in smo malo pregledali naše delovanje tle v Benečiji, v Terskih dolinah, v Rejzu in tudi v Kanalsko dolino, recimo v Videnski pokrajini. Zanimive rezultate recimo smo dosegli v zadnjih letih in to je dokaz verjetno, da tudi naša zveza dobro deluje recimo na terenu. To se vidi predvsem v številu članov, recimo, zdaj jih imamo skoraj 150 in to je, mislim, en dober rezultat. Zelo zanimivo tudi videti, da jih je dosti mladi, recimo, ki so se približali recimo k nam oziroma k kmetijstvu. Kateri mladi, ki so se približali, hočejo tudi delati v kmetijstvu ali pa ne? Lahko en mlad se zaposli v kmetijstvu ali je težko? Ni tako lahko. Moramo reči, da tisti mladi, ki so se začeli ukvarjati s kmetijstvom, imajo jasne ideje in imajo jasne cilje, in tisti, ki so še investirati recimo v tem sektorju, so uspešni. Predvsem tisti, ki se ukvarjajo z neposredno prodajo pridelke in izdelke, in tudi tisti, ki se ukvarjajo z kmečkim turizmom. Dobre primere smo že predstavili v oddajah, v občini Tipana imamo zelo dobre primere. V teh recimo trenutkih take krize, recimo, kmetijstvo bi lahko pomagalo ali pa ne? Gozdovi nam manjkajo pri nas. Še preveč. Tako, Zemlja je na razpolago, zmeraj več, ti ljudje, tisti stari, odpuščavajo počaso in neke možnosti so. Kot sem rekel prej, če en mlad ima en jasen program, kako naprej, mislim, da in vidimo tudi, da nima problemov, recimo, potem doseči recimo rezultate. In teli prispevki, recimo, Kmečka zveza je slovenska ustanova, prispevki deželnih zakonov za slovensko manjšino v Italiji, pa pomagajo kaj, recimo, temu razvoju tega sektorja ali pa ne? Na pobudi Kmečke zveze leta 2010 prvič tisti denar, ki je bil namenjen za ekonomski, recimo gospodarski razvoj in socialni razvoj v Videnski pokrajini oziroma člene 21. zakon 38 2001. Prvič sem rekel, so bili namenjeni recimo prav gospodari. Tako. To recimo mi v Kmečka zveza smo dosti potiskali, recimo, da bi do tega rezultata, recimo, gorska skupnost prišla, predvsem tle naša gorska skupnost iz Nediške in Terske doline. Zanimivo je, da prvi razpis, ki je bilo objavljen, takrat so se prijavili 90 kmetije, recimo, iz naših krajev. In zelo bolj važno je, da vse te kmetije oziroma vsi kmeti so se prijavili kot Slovenci. In denar na razpolago je bilo skoraj 300.000 evrov, recimo 300.000 evrov. Počasno gorska skupnost je začela plačevati take prispevke, majhne investicije, recimo do 20.000 evrov.
In zdaj smo, gorska skupnost je financirala približno 60 prošnje, ne, jih manjkajo še 30 in računamo, da letos bojo vse končane, recimo. Recimo teli prispevki, ki so prišli, že 90, reč, da je 90 podjetij v kmetijstvu, tle pa nas ne kar več. Zakaj so pripomogli, zakaj so bili dani? So bili dani za majhne investicije, oziroma za vse tiste investicije, ki niso bile pokrite z drugih fondov, recimo ne, na deželnem nivoju ali pa na pokrajinskem nivoju. Ne. Tako da se je dalo, recimo gorska skupnost je dala pomoč, ne, za tiste prav majhne investicije, ki so koristne za vsako kmetijo, recimo, ne, tiste majhne stvari, ki je treba vsako kaj kupiti, recimo, ne, za ti naprej, ki v drugi razpisi niso bile predvidene. Recimo, da gorske vasi, gorski teritorij je vedno tisti narboj buah in torej vse dobro, da pride, ne, da se kmetija pomaga čiščenju teritorija, če gledamo, ne, torej je. En aspekt vašega dela je tudi tele. Seveda, ne. Tudi na zadnjem občnem zboru smo govorili prav o novem obdobju, 2014-2020, oziroma o novi prispevki, ki bojo prišli iz Evrope, ne, potom dežele, da novo načrte za razvoj podeželja in tako dalje. In smo sklenili, da bomo ustanovili neke majhne skupine tudi znotraj kmečkih zvezi za videti, kere so konkretno potrebe od vseh sektorjev, recimo vsi sektori, ki mi pokrijemo, gozdarstvo, živinorejstvo, sadjarstvo in tako dalje, tako da potem bomo imeli eno jasno sliko in s telo sliko bomo lahko šli tudi na deželo, ne, vprašati in pogledati, kere so naše tako. In še eno stvar, recimo, razvoj Nediških dolin je vezan v tem trenutku samo na turizem, če gledamo, ne. Turizem in kmetijstvo lahko so ena dobra, so skupaj, grejo skupaj. Kako vidiš to, recimo? Nujno je, kada se govori o turizmu, ne, se govori tudi o kmetijstvu. Ne. So dve stvari, ki morajo vezane, ne, ki morajo iti naprej kupe. Mi to vsakikrat, ki imamo kakšno možnost, recimo, ne, javno to potrdimo in tudi naši člani so prepričani na to. Ne. In prav, ker če gost, recimo, ne, turist pride v naši kraj, ne, mora tudi dobiti nekaj drugega, ne samo narava, ne, ampak tudi pridelki, izdelki in tako dalje. Ne. Tako da so dve stvari, ki so močno vezane. Ma so kakšni prispevki, recimo, ki pomagajo kmetom, da bi razvili tele dvojni aspekt, recimo kmetija in turizem, ali pa ne? Razen kmečki turizem, seveda, ne? Tako, so recimo razni ukrepi, ne, pomagajo kmetije, da bi to razširili in razvili, ne. Nažalost, ne, zdaj prispevki tudi za nove kmečke turizme jih ni, ne, so prošnje na naši gorski skupnosti ostavljene od leta 2008, ne, so ljudje, ki čakajo denar za začeti investirati in tudi tisti, ki hočejo zdaj, ne, začeti, imajo nekaj težav, ne, ker vemo, da odpreti kmečki turizem v Črnem Barku ni mogoče, če nimaš javno pomoč, tako, ne. Drugi aspekt je, da program za razvoj podeželja predvideva neki prispevki tudi za vzdrževanje, recimo, teritorija, ne, travniki, pašniki in tako dalje, in to naša zveza, recimo, ne, to dela oziroma pomaga, ne, člane, da bi dobili take prispevke, ne. To je naše delo. Vaše delo je zelo važno za vse naše doline, Štefano, recimo. In kako bi zaključil, kako za naprej, recimo? Za naprej imamo zdaj en zelo zanimiv projekt z Posočje, ne, čezmejni projekt med Italijo in Slovenijo, kjer tudi mi kot Kmečka zveza smo vključeni, oziroma je bila naša ideja, ne, leta 2010, ki smo šli predstavili potem na deželo, ki je naša dežela lead partner tega projekta, ki predvideva eno močno povezovanje, recimo, med
kmetije, ki se ukvarjajo z živinorejstvom na naši strani in strukture, ki so v Tolminu in v Kobaridu, predvsem z kmetijsko zadrugo v Tolmin. Ta projekt predvideva, da bi naši kmeti peljali klanjati recimo živine gor v Tolminu in tam zadruga z Tolmina bi potem klanjala in predelovala meso in bi prinesla že meso pakirano nazaj na kmetijo. Tako da naše kmetije bodo imeli na razpolago recimo tako meso za prodati neposredno doma. In to mislim, da je zelo konkreten projekt, ki upamo, da bo uresničen, bo gotovo, da bo pokazal potem konkretne rezultate tudi za naprej. Ja, mislim, da tvoj sektor je tisti konkretnih rezultatov, za vse, kar se dela, ostane na tleh. Tako je. Hvala, Štefano. Hvala vam. Dela cel teden. Od jutra do noč. Nagledaš ulic. Iz Nediških dolin. Špetar. V farni cerkvi v Špetra vsako soboto je ob 7. uri maša po slovensko. Na razpolago so bukvace s molitvami, ki jih izdalo Združenje Blankini. Glasbena matica in Inštitut za slovensko kulturo vabita na drugi glasbeni aperitiv v soboto 15. junija ob 7. zvečer. Protagonist večera bo AP Group. Igrajo Andrej Pirjevec, Katja Mlinar, Davide Tomazetič, Franco Reja in Andre Araudio. Svetlena. Prolog Nediške doline pripravlja pohod Caminata tra gli Invisibili 9. junija ob 9. štart iz vasjo Šnje v občini Svetlena. Med sprehodom si ogledata tudi Mjersko banko in cerkvico v Kravarju. Srednje. Za sveti van 20. junija v Srednjem Kmečka zveza vabi na večerjo na travniku. Dobre jedi bo spremljala dobra glasba etnoploč trio Harmak. Kulturno društvo Rečan vabi 15. junija v dolino na prireditev Kar jo pije kukuca. 15. junija ob 8:30 jo zapijejo zboje Rečan in Matajur in sledila bo igra beneškega gledališča Starost nas nastraše. Drugi dan bo 20. podhod čez namišljeno črto Livek Topolove. Zaključek bo o 11:30 v Topolovem. Tretja lekcija, slovenska narečja. Na tamtej klopi že dolgo čakam na zblasojenju. Slovenska narečja. Narečje ali dialekt je jezikovna zvrst, ki jo uporablja poljubno število govorcev na določenem ozemlju. Narečje je torej jezikovni sistem z razvitim lastnim besediščem in slovnico, ne pa nujno tudi načinom zapisa. Slovenska narečja so zemljepisne jezikovne zvrsti slovenščine, ki se razlikujejo v besedišču, glasoslovju, naglasu in tako dalje. Slovenščina je med slovanskimi jeziki narečno najbolj razčlenjena. Pozna več kot 40 narečij, ki jih delimo v 7 narečnih skupin. Med slovenskimi narečji dve narečji pokažeta veliko samostojnosti, prekmurščina in rezjanščina. Razlogi narečne pestrosti slovenščine so naseljevanje ozemlja današnje Slovenije in različnih smeri. Zemljepisne značilnosti ozemlja, ki so preprečevale reden stik med prebivalci različnih območij, stik s sosednjimi jeziki. Primorska narečna skupina je poimenovana po svoji geografski legi. Vsebuje različna narečja, in sicer rezjansko, soško, tersko, nadiško, briško, kraško, istrsko, čiško in notranjsko. Primorska narečja skupina meji na jugu s Hrvaško, na severu z italijansko državno mejo, na zahodu z Rezjo, na vzhodu pa z dolenjsko in rovtarsko narečno skupino. Primorska narečna skupina obsega zelo heterogena narečja, ki jih združuje skupen zgodovinski razvoj do 3. etape, ko je prišlo do diftongizacije jata e in etimološkega o. E, u, je in o, u, o.
Razvojno spada v severozahodno narečje z dolgo ohranjenima nosnikoma. Posebnost te narečne skupine je notranjščina, ki se je razvijala skupaj z dolenščino. Zato sta tukaj razvita EU in OU. Na zahodu, v beneški Sloveniji in ob soškem narečju je ohranjeno tonemsko naglaševanje. Vsa ostala primorska narečja pa poznajo samo jakostno naglaševanje, saj se je tonemskost verjetno izgubila zaradi vpliva romanskih jezikov. No, jutro se čaka, da pride ponjo. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.